Ta videoposnetek predstavlja bistvene elemente konkordančnika nov Sketch Engine. Za začetek odpremo vstopno stran konkordančnika, ki domuje pri slovenski raziskovalni infrastrukturi za jezikovne vire in tehnologije Clarin-C. Uporabili bomo različico, ki zahteva vpis, saj ta omogoča nekaj dodatnih možnosti. Registracija je brezplačna. Izbrati je treba zgolj uporabniško ime in geslo po lastni želji ter izpolniti obrazec. Nato se s temi poverilnicami prijavimo na začetni strani. Po prijavi se odpre začetna stran konkordančnika oziroma tako imenovana nadzorna plošča. Jezik uporabniškega vmesnika lahko spremenimo v zgornjem desnem kotu. Najprej izberemo korpus seznama teh, ki jih nudi Clarin-C. Do seznama dostopamo prek levega menija. Samostojna izdelava korpusa v tej brezplačni različici konkordančnika ni mogoča. Ni pa ta možnost popolnoma izključena. V primeru takih potreb je najbolje kontaktirati Clarin-C. Vendar pa je, kot vidimo, na voljo že kopica korpusov, ki vsebujejo besedila različnih jezikov, različnih besedilnih žanrov in časovnih obdobij. Največ je sicer korpusov v slovenščini. Za potrebe tega prikaza bomo uporabili korpus parlamentarnih razprav CPARL 4.0. Izbira korpusa nas znova preusmeri na nadzorno ploščo. Nov Sketch Engine je eden od konkordančnikov oziroma orodij, ki omogočajo prikaz in iskanje po vsebini korpusa, podpirajo pa tudi različne statistične analize. Te analize nam pomagajo pri iskanju značilnosti, ki bi jih pri ročni analizi le s težavo opazili. Predvsem pa bi za take rezultate potrebovali ogromno časa. Uporaba konkordančnika je v raziskovanju priročna tudi zato, ker lahko enostavno najdemo vse pojavitve določene besede ali več besed, obenem pa ohranimo pregled nad kontekstom, kar je podrobneje predstavljeno v posnetku Enostavno iskanje in prikaz konteksta. Ker uporabljamo brezplačno različico konkordančnika, nekatere napredne funkcije, ki služijo predvsem poenostavitvi postopkov, niso na voljo. Vendar pa ne gre za bistveno omejitev uporabnosti orodja, saj funkcije, ki so na voljo, že omogočajo kompleksno raziskovanje besedil, kot je razvidno iz drugih videoposnetkov. Za učinkovito uporabo konkordančnika in smiselno interpretacijo rezultatov je ključnega pomena dobro poznavanje korpusa, torej katera besedila in katere oznake dani korpus sploh vsebuje. Pri pridobivanju teh informacij nam konkordančnik lahko precej pomaga. Seveda pa je za oblikovanje smiselnih raziskovalnih vprašanj pomembno tudi širše poznavanje področja. A vrnimo se v tem trenutku k informacijam, ki jih o korpusu lahko pridobimo prek konkordančnika. V ta namen lahko poiščemo gumb Informacije o korpusu oziroma simbol za informacije ob izbirni vrstici na vrhu zaslona. S klikom ene od omenjenih možnosti se odpre okno z informacijami o korpusu. Prvi gumb, Opis korpusa, nas preusmeri na stran repozitorija Clarin-C. V repozitoriju je korpus hranjen, pridobimo pa tudi podatke za citiranje vira in informacije o morebitnih drugih prispevkih, ki opisujejo vir. Na tej strani pridobimo tudi informacije o avtorjih, na katere se lahko po potrebi seveda obrnemo tudi z dodatnimi vprašanji o korpusu. Poleg tega na tej strani najdemo tudi opisno razlago vsebine korpusa. V tem primeru vidimo, da CPARL med drugim vsebuje zapise državnega zbora in delovnih teles, navedeno pa je tudi, kako se CPARL 4.0 razlikuje od različice 3.0. Take vpise je vedno pomembno prebrati, saj je lahko zgolj naslov korpusa zavajajoč. Čeprav je na strani repozitorija na voljo nekaj podatkov o velikosti korpusa, te številčne podatke lažje in bolj popolno pridobimo neposredno v konkordančniku,
Zato se zdaj vrnimo na stran konkordančnika. Na strani z informacijami o korpusu najdemo podrobne informacije o velikosti korpusa ter vrstah in številu jezikoslovnih oznak in metapodatkov. Vsak korpus, ki ga lahko pregledujemo v konkordančniku, je strukturirana zbirka besedil. To pomeni, da so besedila, ki sestavljajo korpus, razdeljena na posamezne sklope, na primer na dokumente, odstavke, stavke in tako naprej. Besedila so opremljena tudi z vrsto jezikoslovnih podatkov, na primer z osnovno obliko, ki ji rečemo tudi lema, pa z informacijo o besedni vrsti in drugimi slovničnimi lastnostmi. V našem primeru v rubriki Številčni podatki vidimo, da je v Siparlu več kot 230 milijonov besed, nekaj več pojavnic ter dober milijon dokumentov. V korpusnem jezikoslovju, od koder izvira raba konkordančnikov, so pojavnice najmanjša analitična enota korpusa. Običajno pojavnice zaznamujejo besede in vse ostale znake, kot so ločila in števila, zato je njihovo število večje od števila besed. Oznaka dokumenti je generična. Ne gre na primer za neko dodatno gradivo k parlamentarnim sejam, ampak gre za oznako najvišje strukture tega specifičnega korpusa. Običajno je za razvozlavanje dejanskega pomena te oznake treba nekaj miselnega napora in predvsem branja opisa korpusa. V našem primeru je iz opisa na strani repozitorija in podatka v konkordančniku razvidno, da so dokumenti pravzaprav posamezni govori. Torej, Siparal vsebuje dober milijon parlamentarnih govorov. Jezikoslovne oznake so sestavni del vsakega sodobnega korpusa besedil in so ključne za učinkovito analizo v ozadju, tudi če samih oznak uporabnik konkordančnika nikoli ne uporabi. Na tej strani z informacijami o korpusu najdemo podatek o številu jezikoslovnih oznak v rubriki Velikost leksikona. Če smo torej prej videli, da je vseh besed v Siparlu dobrih 230 milijonov, je od tega zgolj 670 tisoč različnih oblik besed, brez kakršnihkoli ponovitev, oziroma samo 300 tisoč različnih osnovnih oblik posamezne besede oziroma lem. Te razlike so podrobneje razložene v posnetku Osnovno iskanje in prikaz konteksta. Gumb Nabor oznak in tudi rubrika s pogostimi oznakami sta nam lahko v pomoč pri interpretaciji okrajšav oznak. Njihovo poznavanje je zelo koristno za potrebe naprednega iskanja po korpusu, zaenkrat pa jih bomo pustili ob strani in se raje posvetili še zadnji rubriki, ki se imenuje Vrste besedil. Vrste besedil je nekoliko nejasen izraz. Gre pa za krovno poimenovanje, ki vključuje različne vrste oziroma skupine metapodatkov, torej skupine podatkov o podatkih oziroma besedilih v korpusu. Posamezna struktura korpusa, na primer raven dokumenta oziroma v našem primeru posameznega parlamentarnega govora, vsebuje različne metapodatkovne atribute oziroma skupine, vsaka od njih pa vsebuje različne vrednosti oziroma oznake. Konkordančnik sam ne razlaga pomena posamezne metapodatkovne skupine, vendar je njen pomen pogosto razviden iz imena ali pa je o pomenu mogoče sklepati na podlagi vrednosti oziroma posameznih oznak, ki jih izbrana skupina vsebuje. Če pa tudi iz tega ni jasno, kaj naj bi metapodatkovne oznake pomenile, je dobro znova pogledati v dokumentacijo korpusa oziroma preveriti neposredno pri avtorjih korpusa, sicer lahko pride do napak pri interpretaciji podatkov. V našem primeru vidimo, da je korpus označen s podatki o govorih in govorcih. Na voljo je na primer informacija o politični stranki, ki govorec ali govorka pripada, o rojstnem letu, spolu in tako naprej. Poleg tega pa je tudi veliko informacij o govorih, na primer o datumu govora, mandatu in seji. Vrednosti posamezne metapodatkovne skupine je mogoče prikazati s klikom na gumb na desni.
Ti podatki so izjemno koristni ne le za analizo vsebine korpusa in kontekstualizacijo rezultatov iskanja, ampak tudi za enostavno zamejevanje nabora podatkov, ki ga želimo podrobneje raziskovati. Uporabo metapodatkov bomo srečevali tudi v naslednjih videoposnetkih. Še posebej v posnetkih enostavno iskanje in prikaz konteksta, izdelava podkorpusov in analiza frekvenčnih podatkov.